Najprej pa pamet v roke. Pod izrazom pametna hiša si marsikdo predstavlja nekaj zapletenega in težko razumljivega, predvsem pa kup dragih naprav in sistemov. Ampak, kot boste videli, pametni dom sploh ni noben bav-bav. In če je dobro zasnovan, nam njegova pamet prav lepo olajša vsak dan. V res zgledno načrtovanem naselju vrstnih hiš smo našli eno, ki ni samo lepa, ampak je tudi pametna. Sistemov pametnih hiš v novogradnjah je čedalje več, zato prisluhnimo Tini Tršinar, ki z družino živi v eni izmed njih. In kako je zdaj živeti v pametni hiši? Super in enostavno. Predvsem enostavno. Kaj vse uporabljate, kaj vam je najbolj všeč, katere funkcije pridejo najbolj prav? Zelo, naprimer, so uporabne scene, se pravi, ko gremo od doma, pritisnemo samo eno tipko in grejo, naprimer, vse žaluzije se spustijo dol, ugasnejo se vse luči, prižge se tudi alarm in lahko mirne vesti zapustimo dom. Mogoče tudi jutranji program, ko nas nekako lepo vse zbudi, se prižgejo določene luči, pripnejo žaluzije. Sistem pametne hiše ponuja številne prednosti, hkrati pa poenostavi upravljanje celotne stavbe. Poglejmo si hišo, v katero so ga vgradili. Gre za novo naselje Galjevc na južnem delu Ljubljane. Pred kakšne izzive arhitekta postavi snovanje vrstnih hiš? Ja, mislim, da je tukaj glavni izziv, da vemo, za koga delamo. Kdo je tisti končni uporabnik, ki bo tukaj v tem naselju živel. Naša odločitev je bila, da ustvarimo naselje za družine. Z nekim občutkom individualnosti in na drugi strani še vedno bivanja v neki skupnosti. Glavne kvalitete posamezne enote, kljub temu, da so vrstne hiše, so zasnovane arhitekturno na način, da je del hiše grajen v nadstropje in hiše so skupaj nekako združene s tem pritličnim delom. In ko hodiš po ulici, ko opazuješ te hiše, ko živiš z njimi, imaš občutek, da te hiše povezuje neka lesena ograja in za to ograjo se zgodijo objekti. Se pravi, ključna je bila ta individualnost. Na kaj vse pa mora arhitekt misliti, ko ve, da bo šlo za snovanje pametne hiše? Ključna stvar je strokovni pristop. Da arhitekt z naročnikom v ustrezni fazi projekta skomunicira njegove želje, kaj si želi glede pametnih inštalacij. In potem, da ga takoj povežem z ustreznimi strokovnjaki. Imamo pametna mesta, pametne vasi, pametne naprave, ogromno pameti okrog nas in me zanima, a je pametna hiša v resnici postala že standard? Tako je. Potrebno je razumeti, da pametna hiša ni več nekaj nadstandardnega, nekaj dragega, temveč gre zgolj za sodobni način elektrike v hiši. Naš sistem pametnega doma v celoti proizvajamo in razvijamo v Sloveniji, torej gre za plod slovenskega znanja in razvoja, ki je nastal na osnovi doktorata na Fakulteti za elektrotehniko. A pa drži, da bi bil nek tipični uporabnik pametne hiše nekakšen tehnološki frik, zelo tehnološko napreden, čist digitaliziran? Absolutno ne, saj je sistem zelo enostaven za uporabo. Poleg nižje porabe energije in povečane varnosti je glavni smisel pametnega doma, da uporabniku življenje poenostavi. Zato je vedno omogočeno tudi ročno upravljanje, torej s pomočjo običajnih tipk in stikal, na drugi strani pa pametni dom omogoča avtomatsko upravljanje s pomočjo urnikov in pa scenarijev, oddaljeno upravljanje s pomočjo pametnih mobilnih telefonov in pa celo glasovno upravljanje s pomočjo sodobnih platform, kot je Amazon Alexa, Google Home in pa Apple HomeKit. Kot smo omenili, je načinov upravljanja pametne hiše več. Eden od njih so digitalne inteligentne tipke. Jernej, povejte nam, kakšno stikalo imamo tukaj? Gre za digitalne tipke, s katerimi lahko na zelo enostaven način upravljamo celotno hišo. Kot pa lahko tudi vidite, gre za zelo dizajnerski oziroma moderno oblikovan element, ki se tudi sicer zelo lepo zlije s celotnim ambientom. In zdaj, kako uporabniku pametna hiša poenostavi življenje? Kaj vse ponuja konkretno pametni dom? Recimo, poenostavi življenje na ta način, da ko recimo gre uporabnik spat, s pritiskom na eno samo tipko se v celotni hiši vse luči ugasnejo, recimo alarmni sistem se prižge in pa žaluzije se spustijo. Prav tako pametni dom omogoča povišan nivo varnosti s pomočjo simulacije prisotnosti, s pomočjo dodanih senzorjev za požar oziroma za izlitje vode.
Pri sistemu pametne hiše je pogost pomislek, da so s pametnim načinom upravljanja hiše povezani visoki stroški. Glede dodatne cene za elektriko je ta strošek praktično zanemarljiv. Prav tako pa je cena pametnega doma dostopna vsakomur, saj ta znaša toliko, kot znaša cena kvadratnega metra stanovanja v Ljubljani. A pa ste pri snovanju pametnih hiš do zdaj naleteli na kakšno anekdoto? Teh je bilo pa veliko. Recimo enkrat je ena stranka klicala in se je pritoževala, da je zjutraj budilka ni zbudila in je zaradi tega zamudila v službo. Potem smo pa po analizi ugotovili, da je v bistvu njegov otrok ugasnil preko telefona vtičnico, v katero je bila povezana budilka in zaradi tega budilka zjutraj ni zbudila, otrok pa ni želel iti v šolo. Torej, pametni otroci v pametnih hišah. Tako je. V tej vrstni hiši na Galjevici živi 3-članska družina. Ob nakupu hiša seveda ni bila opremljena. Zanima, kako sta se vidva lotila vsega skupaj, katera izhodišča so bila tista nujna za hišo? Lotili smo se tako, da sva najprej določila prostore, katere potrebujemo in njihovo funkcionalnost, oziroma zakaj jih bomo potrebovali. V zgornji etaži smo zaradi najstniškega sina določili malo večjo spalnico in zraven umestili še malo manjšo pisarno. Za naju so pa namenila predvsem severni del zgornje etaže z spalnico in garderobno sobo. Spodnji prostor smo želeli pustiti kar se da odprt, da diha, da ga ne omejujemo z nekimi stenami. Želeli smo si tudi obdržati ta betonski strop, betonsko stopnišče. Med posebnostmi sta izstopajoča napa in velik televizijski zaslon, ki so ju kupili še preden so kupili hišo. Bila sta torej obvezni del opreme bodočega doma. Sicer pa je Tina industrijska oblikovalka, zato je načrtovala vso opremo hiše z izjemo kuhinje. Nevsakdanja je tudi izbira črne barve za večino kuhinjske opreme in tehnike. Ja, glede na strop, ki je ostal tako surov, glede na ostale materiale, ki smo jih uporabljali, črna zelo lepo nekako paše zraven. Na nek način ostaja segment zase, se pa še vedno povezuje tudi z ostalimi omarami, tlaki, z ostalim pohištvom in elementi v prostoru. In potem verjetno tudi tistile črni kamni pod televizijo niso naključje, ne? Res je, to je pa nekako podaljšek kuhinje, da smo to črno barvo povlekli še naprej. Notri med temi črnimi kamenčki smo pa tudi umestili kaminski vložek na bioetanol, ki je tudi zelo lepo skrit, tudi ko se ga ne uporablja. Črn material, v tem primeru granit, so uporabili tudi za letno kuhinjo, ki jo je izdelal kamnosek. Super zadeva je tudi ta, da se zvečer lahko uležem na kavč, rečem Aleksi naj ugasne luči in prižge televizor. Čakajte, lahko nekaj probamo s to Alekso? Seveda. Aleksa, bye bye. Okay.